Korupcija je tema, ki je praktično aktualna v vseh državah in pa v vseh časih. No, v Republiki Sloveniji pa se je v zadnjem času ta korupcijska eskalacija najbolj kolumnirala skozi poštne nabiralnike določenih oseb in tako se je skozi te poštne nabiralnike prišlo tudi do nekih informacij, ki seveda držijo. Gre za to, da so posamezni ljudje nekako v preteklosti ustvarili vse možnosti, da pridejo do ogromnega premoženja. Govorim o aferi Pivovarne Laško oziroma o tem trenutku verjetno največjem slovenskem kapitalistu Bošku Šrotu in pa tudi ob tem se govori o Igorju Bavčarju in pa koncentraciji kapitala v Istrabenzu. Danes o teh zadnjih dogodkih poteka razprava v Državnem zboru in v Novi Sloveniji smo prepričani, da bo za slovensko javnost nekako še raztrt, razgrinjen ta zadnji ostanek privatizacijske nečednosti in da se bo tudi skozi to nekako začelo v končni fazi urejati to vprašanje dokončne privatizacije in pa seveda tudi razkrilo vse tiste, ki so v preteklosti skozi načrt in pa podtalno delovanje, skozi neke notarske pogodbe, ki so jih skrivali, do tega kapitala tudi prišli. Prispevek Nove Slovenije v tej zadnji aferi pa bo v tej razpravi predvsem v tem, da bomo zahtevali, da Državni zbor sprejme sklep, da vsi tisti, ki so zastavili delnice podjetij in so skozi te delnice tudi pridobili velike bančne kredite v bankah, ki so jih nekoč sanirali slovenski državljani in pa državljanke, da se ti posli skozi proceduro Državnega zbora proglasijo za nelegalne, nelegitimne in pa seveda tudi neetične in da se nekako poskuša to stanje vrniti na tisto prvotno. Jaz ne bi rad govoril tukaj na tem mestu o zaplembi premoženja, ampak bistvo o tem, da se ustvari pač neko možnost zakonsko, da se stanje vrne pred tisto, predno je prišlo do koncentracije te kapitalske naložbe.